V zgodovino Slovenije sta se danes skozi knjigo Osamosvojitev, tule jo imam, avtorice Nataše Strlič zatopili Izabela in Jasna. Pa prisluhnimo. Za vse radovedneže, ki se želijo nacionalno zavestiti že prej ali morda zgolj obnoviti svoje znanje, je tukaj knjiga Osamosvojitev, ki, kot piše v naslovu, pove skoraj vse v tistem času. Izabela, ti si končala 9. razred, takrat je to nekje tema, ko se obravnava osamosvojitev, pa se ti zdi, da si izvedela kaj novega? Ja, mi smo to obravnavali na koncu 9. razreda, zato nam je že malo časa zmanjkalo in sem se v knjigi veliko novih stvari naučila. Recimo, da je Tito umrl brez ene noge v Ljubljani, pa da je recimo med gospodarsko krizo že nekih osnovnih živil primanjkovalo, pa da so bili boni za bencin, pa take zelo zanimive stvari, ki se jih v šoli tudi najverjetneje ne bi naučili. Ja, veliko je takih vsakdanjih informacij zanimivih, kot naprimer prva mis Slovenije, potem kakšni športni dosežki, razvoj punka, začetek interneta pri nas in tako naprej. In iz širokega spektra informacij je nekako vse to skupaj izbrala kustosinja in zgodovinarka Nataša Strlič, ki jo lepo pozdravljam med nama. Nataša, kako si nekako domislila to knjigo? Živja. Ideja knjige Osamosvojitev je, da na razumljiv in prijazen način predstavi to pomembno obdobje slovenske zgodovine. Bralca tako v besedi kot v sliki popelje v čas od leta 1980, ko je umrl dolgoletni jugoslovanski predsednik, do leta 1992, ko je Republika Slovenija postala polnopravna članica Organizacije Združenih narodov. Predstavimo številne politične dogodke in procese, ki so pripeljali do nastanka danes samostojne države Slovenije. Hkrati pa vam ponudi številne drobce vsakdanjega življenja tistega časa. Hvala lepa, Nataša. Izabela, se ti zdi ta zasnova v redu? Tudi ilustracije so v knjigi, so ti kaj bolj približale tisti čas? Ja, zelo so mi bile všeč, ker še tako resnobno temo pokaže na tak zelo preprost način, da recimo tudi tisti, ki še ne znajo brati, si mogoče lahko predstavljajo, kakšen je bil denar v tistih časih, pa kako so avtomobili izgledali, tako da mi je bila zelo všeč zasnova. Ja, mladi ste si verjetno lahko bolj slikovito predstavljali, kaj se je takrat dogajalo. Starejši pa lahko s knjigo obudite kakšen spomin. Vsekakor je osamosvojitev tema in knjiga pomembna za vse generacije. Hvala, Jasna in Izabela, sledi pa vprašanje. Knjiga Osamosvojitev prikazuje dogajanje v Sloveniji med letoma 1980 in 1992. Izabela pravi, da je knjiga pomagala odkriti številne informacije, ki se jih v šoli ne bi učili. Kaj se je še posebej dotaknilo Izabele? A. Pomembni zgodovinski dogodki, na primer smrt Tita in razglasitev neodvisnosti Slovenije. B. Lokalno dogajanje, na primer zagon krške nuklearke in priprave na prve demokratične volitve. C. Zgodovinske zanimivosti, na primer stanje Tita pred smrtjo in uvedba bonov za gorivo. Ali D. Kulturno in športno dogajanje, na primer razvoj subkultur in dosežki športnikov. Kar dolga diskusija je bila pri obeh ekipah, ampak oboji ste odgovorili C, torej, da so se Izabele dotaknile predvsem zgodovinske zanimivosti, na primer stanje Tita pred smrtjo in uvedba bonov za gorivo. Ja, pravilni odgovor je tudi res C. 5 točk za obe ekipi. Čestitam.